Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Kmetijska panorama. Tokrat smo obiskali prav posebno kmetijo in se na lastne oči prepričali, da se tam odvija še marsikaj drugega kot le kmetijska opravila. Govora je o ekosocialni kmetiji Korenika. Pa si poglejmo. Sredi goričke idile, v samem osrčju krajinskega parka Goričko v Šalovcih, stoji ekosocialna kmetija Korenika. Že na prvi pogled je jasno, da spoštujejo tako ljudi kot tudi naravo, kulturo in živali. Takoj izvemo, da si prizadevajo negovati čim boljše odnose z lokalnim in širšim okoljem. Ekosocialna kmetija Korenika je ena posebna vrsta kmetija oziroma delujemo kot socialno podjetje, kar pomeni, da nekako povezujemo vse to, kar lokalne vire, se pravi to, čemer Goričko razpolaga, in skušamo na tak način zložiti skupaj, da pripravimo nek presežek, nekaj dodanega v širšem smislu in s tem prispevamo k razvoju, pravzaprav k temu, da ustvarimo delovna mesta, da ustvarimo kakovostne produkte, da smo zanimivi najprej zase, potem pa tudi za vse obiskovalce oziroma tiste, ki prihajajo k nam, in da okolju, ki je relativno ogroženo, izpostavljeno izseljevanju, ki je vedno v iskanju nekih novih razvojnih možnosti in modelov preživljanja, bom povedal, ponudimo ravno to. V obdelavi in ekološki kontroli imajo namreč kar 22 hektarjev zemljišč, od tega večino poljščin, nekaj tudi sadovnjakov in vinogradov. Pohvalijo se lahko z lastno vzgojo sadik za pridelavo in predelavo lastne zelenjave. Priložnost za delo pa dajo predvsem težko zaposljivim ljudem. Nismo zgolj kmetija, ki se ukvarja z kmetijstvom in pridelki, tudi to, ekološka kmetija. Imamo tudi široko paleto izdelkov, prav tako z ekološkim certifikatom. Ponujamo pa tudi številne storitve, tako na področju turizma, izobraževanja, socialnih storitev, in vse to združimo v en skupek, ki ponuja aktivno sodelovanje približno 50 osebam na dnevni bazi. To pomeni okrog 35 delovnih mest, se pravi ljudi z zaposlitvami. Ostali programi pa so socialni programi, programi socialne vključenosti, rehabilitacija, v glavnem tako, da na nek način svojo socialno in delovno vključenost tukaj najde 50 oseb in seveda ravno toliko družin je na nek način povezanih s tem, kar mi tukaj počnemo. To so osebe, ki imajo otežen dostop do trga dela, ki pa so definitivno vključevanja v socialne mreže zelo potrebni. Ne le proizvode, temveč tudi storitve nekako tako usmerjamo in tukaj skupaj z našimi mentorji in skupaj z našimi, v tem primeru s tema dvema našima srčkoma, ustvarjamo ponudbo za šole, za vrtce, za obiskovalce, za lokalno okolje, za širše okolje, ki prihaja k nam po te storitve, ki se navezujejo na delovanje v naravi, torej povezovanje z naravo, igro v naravi, delo v naravi, odkrivanje svojih notranjih svetov, ki so prav gotovo zelo pomembni pri otrocih. Otroci se povežejo tukaj z naravo, povežejo se drug z drugim, pridobivajo vrednote, ki so izredno pomembne za odraščanje in navsezadnje tudi za družbo samo. A več o tem kasneje. Najprej poglejmo, kaj se dogaja na zeliščnem vrtu, kjer jih zalotimo sredi dela. Nabiramo poprovo meto, režemo vršičke, te zgornje dele, in jih dajemo na lese, katere bomo potem nesli v sušilnico in jih dali sušiti. In to potem za čaje. Poprova meta pa je le ena izmed mnogih rastlin, mnogih zelišč, ki jih imate tukaj na vašem zeliščnem vrtu. Kaj se še skriva? Zelišč imamo tukaj, mislim, da je več kot 30 vrst. So predvsem te najbolj znane, najbolj uporabljene zdravilne ali pa dišavne rastline. Recimo kar veliko imamo sivke, melise, ameriškega slamnika, sleza, materine dušice, ognjiča, tudi kamilice. V glavnem vse te, ki so najbolj poznane in jih potem lahko kot čaje ali pa kot druge izdelke pač prodajamo. V bistvu vse je sonaravno, se pravi pri sami pridelavi ne uporabljamo kakih umetnih gnojil ali pa škropiv. Pa tudi sama rastišča poskušamo prilagoditi čim bolj posameznim vrstam. Recimo poprova meta raste v naravi, tam kjer je več vode, kjer so tla bogata s humusom,
in tu smo naredili eno tako gumilasto visoko gredo, katero smo napolnili z kompostom, z lesom, in pa na tem spodnjem delu našega vrta je, kjer je dovolj vlage, tako da so pač pogoji čim bolj podobni kot pa v naravi. Med delom na vrtu se jim velikokrat pridruži tudi tale navihanka. Njeno ime vam bodo z veseljem zaupali na Koreniki. Zaenkrat naj ostane skrivnost. Urediti pa je potrebno tudi potke med Gredicami in okolico. Groblom travo za stirko pa to bole. Komu pa boste namenili to travo, kam bo šla? Ta trava da šla na te grede k rastlinam, kad je več vloge imela. Zeliščni vrt je središče kmetije. Pod okriljem lastne blagovne znamke Korenika tako izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana olja, sušeno in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove in sirupe in še bi lahko naštevali. Zeliščni vrt predstavlja tu po eni strani prostor, kjer se zelišča pridelujejo, po drugi strani, kar zavzema tudi velik del, pa je ta zeliščni vrt namenjen prikazu, se pravi je namenjen obiskovalcem, šolarjem, pač vsem, ki jih zanima tako sonaravno kmetovanje, ki so ljubitelji zelišč, ljubitelji cvetočih rožic, ljubitelji v bistvu vsega lepega. In je tu tak prostor za sprostitev, ker vse te rastline tudi, poleg tega so lepe, tudi lepo dišijo. Se pravi, ta vrt precej pomemben in je tudi umeščen v bistvu v ta del, kjer je nekako najlepši pogled dol z same hiše ali pa z terase. Vodilo je pač po eni strani malo zdaj mogoče protislovno, ampak da probamo čim manj delati, ne? Da probamo v bistvu že v začetka, ko smo začeli ta vrt ustvarjati, narediti stvari tako, ne? Da potem s časoma vedno manj dela, ne? Zato so tu posajene recimo trajnice, tu je zastirka, v samih gredah je že dosti gnojila, tako da je v bistvu da potem imamo čim manj sprotnih opravil, ampak samo pobiramo, samo vzdržujemo, recimo da že pri nekem takem malo sprehodu med zelišči lahko opravimo tiste nujne stvari. Pa vedno pač gledamo, ne, da nekako se vprašamo, kaj nam lahko ta zelišča ali pa zemlja da, ne, če mi sodelujemo. In sodelovanje se vije skozi vse procese dela na kmetiji. Delujejo povezovalno, spodbujajo sodelovanje, učenje in sledenje vrednotam ter na ta način krepijo solidarnost. V bistvu pri nas dobijo skoraj vse vrednote, ne? Od življenjskega učenja, drugače od socialnih veščin, v bistvu vsega, ne? Kot na vsaki kmetiji, pa ne samo kmetiji, v bistvu smo kot ena velika družina. Povezano z naravo je zato na Koreniki bistvenega pomena. V naravi nabirajo gobe in sadeže, ki jih predelajo v ekološke izdelke. Del skupine je pravkar prispel iz gozda, kjer so nabirali smrekove vršičke. Evo nas, Sonja. Kaj ste prinesli? Vršičke. To so zdaj vršički, to so zdaj prinesli nabrane, pa te jih damo na mrežo. Ne preveč na debelo, ne, pa na tanko. Pravimo, evo. Te se pa dajo v komoro. Komora se segreje na 40 stopinj. To damo notri. Tak. Zapremo, to se 24 ur suši, pa jutri se vzame ven. V sušilnici se sušijo tudi druga zelišča, v vrečke pa polnijo tudi druge pridelke, na primer ajdovo kašo ali mešanice čajev. Na kmetiji nastajajo tudi sirupi, bezgov, metin, konopljini in mnogi drugi. Dekleta so pravkar skuhala melisinega in nam zaupajo recept. Naberemo vršičke od melise, potem jih namočimo za 24 ur, pa odcedimo, damo, da se segreje do 80 stopinj, noter damo sladkor, citronsko kislino in potem ponovno počakamo do 85 stopinj, da se segreje in potem ga nalijemo v flaše, pustimo, da se ohladi, pa potem ga etiketiramo. Koliko tega sirupa ste skuhale? Ja, danes smo ga skuhali nekje 80 litrov. V kuhinji ni nikoli dolg čas. Kuharice že pripravljajo malico in pečejo slastno pecivo. To se dela z prine moke pa z bele moke pšenične. Je skvašeno, pozme se da olje. Kaj boste iz tega naredili? Kitolčke. So pa lahko sladko, lahko so z marmelado, lahko so pa z sirom.
Pridružimo se jim tudi mi, a milo rečeno, izkušenim kuharicam gre bolje. Zato si raje ogledamo, kako na kmetiji nastajajo naravna mazila. Naprimer iz divjega kostanja, ognjiča in šipka. Naše mazile se izdelujejo iz skladno stiskanega domačega našega konopljenega olja, ki ga sami stiskamo. Iz tega olja pripravimo macerat. To pomeni, da v konopljino olje dodamo določeno zelišče, ki se potem prepaja določen čas glede na recepturo. Na koncu mu damo še čebelji vosek in postopek je zaključen. Kot se za kmetijo spodobi, se tukaj skrivajo tudi živali, ki navdušujejo predvsem najmlajše obiskovalce. To so prašiči, ovce, koze in kokoši. Pa tudi konji, ki smo jih že videli. Skozi poletne počitnice namreč izvajajo 5-dnevne doživljajske tabore s konji za otroke in mlade. Gre za nek širši koncept dela. Ne gre samo za službo, ne gre samo za zaslužek, ampak gre za to, da tukaj dobijo socialno mrežo, tukaj dobijo dejansko vrednote, ki jim pomagajo do samospoštovanja in do človeka vrednega dostojanstvenega življenja. Velikokrat Korenika tukaj daje en ambient družinskega življenja. Naši ljudje pravijo, da so tukaj doma. Nekateri celo sploh nočejo iti domov ob 3. Tako da vse bolj postajamo drugačni. V tem pozitivnem smislu drugačnosti, da smo primer dobre prakse, ki kaže na višje vrednote delovnega okolja, v katerem smo tudi povezani, se med seboj spoštujemo in izredno pazimo na to, da se kot delovni kolektiv tako tudi razvijamo in to potem populacijam, ki prihajajo, vsem našim gostom, otrokom tudi ponujamo. Oni doživijo našo povezanost, tukaj se zelo, zelo sprostijo, dobro počutijo. Nekateri pridejo sem po počitek, nekateri pridejo sem po znanje, nekateri se pridejo sem družiti, povezujejo se tu z populacijami, ki se mogoče v družbi z njimi ne srečujejo toliko. In vsak v sebi mogoče najverjetneje nosi neke svoje strahove, neke svoje stiske in tukaj jih kar nekako vsi premagajo, vidijo, da niso sami v svojih stiskah, v svojih problemih, pozabijo na nje, se povežejo z drugimi, z naravo, zajahajo konja, doživijo omamnost dišav naših zelišč in se jim zgodi to dogodje, tisto doživetje, ki jih mogoče za vse večne čase spremeni. Ponudbi vse intenzivneje dodajajo tudi storitve na področju turizma, izobraževanja, zdravja in sociale. Za otroke organizirajo tudi rojstne dneve. Sprejemajo podjetja, ki prihajajo predvsem zaradi oblikovanja pozitivne delovne klime v skupnih doživetjih. Za stranke izvajajo tudi različne storitve, urejajo okolico, skrbijo za sadovnjake ali izdelujejo tudi izdelke po naročilu. Vse skupaj poskušamo povezati potem tudi v nekih konkretnih storitvah, se pravi, da organiziramo pri nas izobraževalne delavnice tako za otroke kot za podjetja, doživljajske dogodke, potem pomembno za nas predvsem in tudi počitniški tabori, ki so zdaj pred nami, na katere se pripravljamo in je tudi že velik interes. Tako da v glavnem dejavnosti, ki so primerne za to okolje, ki so primerne za ljudi, s katerimi delamo in dejansko je pač potrebno seveda podpora, izobraževanje, razvoj nenehno, nič samo od sebe ne pride, ker so to vse nove stvari, ampak na ta način se skušamo približati čim širšemu krogu, najprej prijateljev, potem pa tudi seveda strank ekosocialne kmetije Korenika. Tisti, ki vas bolj zanimajo njihovi izdelki, se lahko odpravite na zeleno točko v BTC, v prodajalno Kodila v Markišavce, v soboške trgovine Zdravo prehrano, celo v sosednjo Avstrijo v Green Store v Bad Radkersburg ali si jih zagotovite preko spleta in po prodajalni na sami Koreniki. No, mogoče bi izpostavili tole našo hladno stiskano konopljino olje, ki ga stiskamo vsake 3 tedna in iz njega potem še tudi izdelujemo naša mazila. To pa so šipkovo mazilo, divji kostan pa ognjič. Nič čudnega, da je ekosocialna kmetija vse bolj priznan in uspešen primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko smo vam pripravili v tokratni kmetijski panorami. Zagotovo ste izvedeli marsikaj novega, mogoče celo dobili kakšno idejo. Za vas pa že pripravljamo nove, sveže vsebine. Kmetujte z nami!